Lep pozdrav in dobrodošli v finančnem podkastu. Moje ime je Adi Omerovič. Danes se bomo pogovarjali o Bitcoinu, o finančnih trgih, seveda tudi o umetni inteligenci. Naj vam predstavim današnjega gosta, to je Andrej Škraba. Lep pozdrav, Andrej. Živjo, hvala za vabilo. Andrej je ekonomist. Mnogi te poznajo, Andrej, ker so s pomočjo platforme Astra AI bolje zaključili maturo. S tem zelo pomagaš pri matematiki. Sicer si pa že dlje časa aktiven tudi na YouTubu, tam imaš svoj channel, kjer v bistvu tudi izobražuješ mlade oziroma pravzaprav vse o investiranju, o osnovah, o financah. In zato sem te tudi povabil, ker se mi zdi, da imaš veliko zapovedati enih zelo pomembnih stvari. In uvodoma mogoče, če se malo predstaviš, ravno to, da te spoznamo. Ja, mogoče mlajše generacije me res poznajo zaradi tega mojega projekta Astra. Zdaj že dobrih 10 let to obstaja. Jaz sem takrat posnel več kot 2500 videoposnetkov z razlagami osnovnošolske pa srednješolske matematike. No, to je pa lani potem postal zaradi razvoja umetne inteligence tudi portal Astra AI, kjer pa lahko se zdaj mladi s pomočjo inštruktorja, AI inštruktorja, učijo matematiko. Se pravi, nekako sem jaz to, kar sem si vedno želel, da bi vsak lahko dobil neko tutorsko pomoč pri učenju, je zdaj to postala neka realnost. Drugače sem pa tako kot si rekel, sem ekonomist. Zadnjih več kot 10 let sem svojo kariero gradil v marketingu, v raznoraznih visokotehnoloških podjetjih, kriptopodjetjih. In zdaj sem tukaj. Ogledal sem si pravzaprav, ko si imel nagovor novih ekonomistov na ekonomske fakultete, ob diplomski nalogi. Zelo zanimiv govor. V bistvu si izpostavil tudi čas in denar. Kako je pravzaprav do denarja lažje priti, čas pa ne moreš nadoknaditi. Čas je vedno tisti padajoči trend. Takoj, ko se rodimo, začne padati. Nekaterim pada hitreje, nekaterim počasneje. Vse, kar mi lahko v bistvu storimo, je to, da upočasnimo ta padec. Ampak to je ena... Čas je ultimativna dobrina. In nekako smo si ljudje, človeško družbo tako organizirali, da moramo ljudje svoj čas načeloma razporediti med dve, dajmo reči, človeški dejavnosti. Prva je neko lenarjenje ali pa ležernost, dajmo reči, kjer se ljudje ukvarjamo z umetnostjo, kjer gledamo, športne aktivnosti, kjer se ukvarjamo s športom, kjer v bistvu počnemo nekaj, kar mogoče nima nekega direktnega ekonomskega vpliva, ali pa ekonomskega izplena za nas. In na drugi strani med delom. Se pravi, da mi s svojo aktivnostjo v družbi, kakorkoli v interakciji z drugimi ljudmi, počnemo neko ekonomsko aktivnost in smo za to plačani. V bistvu čas mi, če pogledamo tako zelo iz nekega osnovnega stališča, razporejamo samo med te dve aktivnosti. Se pravi, med neko lenarjenje, neko ležernost in delom. In zato je čas zelo pomembna tukaj komponenta, ker v bistvu potem narekuje, koliko bomo mi denarja zaslužili. In iz tukaj tudi izhaja rek, da čas je denar, zato ker več časa, kot se bomo odločili posvetiti delu, večja je možnost. Ni rečeno, da bomo več zaslužili, je pa vsaj mogoče večja možnost, da več zaslužimo. Pomembno je tudi to, da v bistvu denar zaposlimo v tem času, morda tudi takrat, ko nismo produktivni, ko lenarimo oziroma ko spimo, da se ta
Ja, naš investirani denar oplemeniti. Ne? In to je v bistvu tudi, kar pravzaprav investiranje je. Ne? Ja. Jaz tako nekako gledam na to, se to je tako v zadnjem času, ne, ali pa recimo v zadnjih 10-15 letih je zelo popularno postalo to, ne, da denar dela za nas, pasivni prihodki, ne, vsi mladi si želijo imeti pasivne prihodke, se pravi, da bi za nič dela, ne, ali pa za minimalno količino dela dobili neko plačilo. Ampak ja, to dostkrat, realnost je dostkrat veliko drugačna. Ne? Tudi to, da bomo mi zdaj investirali v delniške trge, kriptotrge, trge s surovinami, ni nobeno zagotovilo, da bomo iz tega dobili nek donos. Ne? Je pa sigurno pomembno, da to, kar zaslužimo, probamo investirati, zato ker vemo, varčevanje je praktično mrtvo v tem času. Zato ker imamo tako visoko inflacijo in denar izgublja vrednost. Ja, veš, včasih je bilo varčevanje zelo cenjeno tudi. V bistvu s tem smo se mi odrekli trenutni potrošnji in smo rekli, prihranimo denar za kasnejšo potrošnjo. Se to je v bistvu definicija varčevanja. Ampak zdaj v bistvu tisti, ki varčuje, je včasih tudi kar malo zasmehovan. Kako ti pa zdaj samo varčuješ, denar ti leži na banki. In dejansko, če pogledaš zadnje leto, zadnji 2 leti, je tisti, ki je varčeval na tak način, da pač denarja samo ni porabljal, je na slabšem kot v bistvu tisti, ki ga je kar porabil. Kar je tako zelo skregano z neko čisto enostavno ali pa čisto osnovno ekonomsko logiko, ker varčevanje bi mogel biti temelj neke zdrave ekonomije. To so se ravno pred začetkom tega podcasta pogovarjali. V bistvu od tistega gold standarda, v 70-ih let, ko je bil recimo dolar vezan na zlato, potem smo pa to prekinili in rekli, ok, zdaj pa druga zgodba. Takrat je v bistvu se porušilo tudi to razmerje nekako. Če se mogoče dotakneva tega, tvoj pogled je bil, da v bistvu s tem smo razvrednotili pravzaprav nekako. Takoj, ko je, to se je najprej zgodilo v Ameriki, se pravi, da je dolar zgubil backing, kako se temu reče v slovenščini, se pravi, da je bil vezan na zlato. Tako, ta vezava na zlato se je odstranila. In je ena prav zanimiva spletna stran What happened in 1971. In pa imaš ti veliko teh grafov, kjer se vidi recimo, kako so začele vrednosti nepremičnin rasti, kako so vrednosti najemnin začele rasti. V bistvu, kako se je ta brezbrzdana tako, kako je vse to podivjalo. In sej, če res tako racionalno pomislimo, če imamo mi denar, ki ni krit z ničemer, v bistvu, temu se reče fiat denar, potem smo prepuščeni popolnoma temu, kar delajo pač različne vlade pa centralne banke, in kakšna je v bistvu količina denarja, ki se sprošča v obtok. In če se to dogaja vedno bolj nebrzdano, se vidimo zdaj v Ameriki, koliko so oni v zadnjih 2 letih sprostili dolarjev v obtok, mora ta denar najti neko investicijsko vozilo. Zdaj, a to pomeni, da se ta denar pretaka v delniške trge, ali se pretaka v nepremičninske trge. Se pravi, denar bo vedno iskal nek donos, oziroma investitorji bojo z svojim denarjem, pa svojim kapitalom vedno iskali donos. In če se nekje
To je tako, jaz si to dostikrat tako živo predstavljam, to je kot neki zvir, ne? A veš, predstavljaj si, da imaš ti neki zvir, kjer konstantno neka voda zdaj teče, a ne. Ampak v naravi je to tako krožno, a ne, se pravi, voda bo iz morja izhlapela, potem bojo padavine padle in bo tam izver, ne, a veš, vode. Ampak v resnici pri denarju pa ni tako, a ne. Mi nimamo omejene količine denarja, mi imamo neomejeno količino denarja, zato ker jo lahko ustvarimo iz nič. Tako, in to je prav znana ta izjava, je tak viralen posnetek, ne, takrat pred pandemijo, oziroma ko se je zgodil COVID, ne, ko so vprašali enega predstavnika Feda, ne, kakšne pa so rezerve dolarske, ne, in je rekel, neomejene so, ne. In mislim, to bi moglo vsem neke alarme v glavi sprožiti, ne. Mislim, če imamo mi neomejeno količino denarja, zakaj pa davke pol recimo pobiramo sploh, a ne. A veš, to so taka to bi 5-leten otrok vprašal, a ne. In bi bili bolj tako malo, ja. Sej res. Sej res. Je pa psihologija tle pomembna, se mi zdi, ne? Ker v bistvu, ko smo bili mi vezani na zlato, ne bi bil tle tudi ta problem, v bistvu, da je bila ta rast onemogočena, ker smo bili omejeni na ta limited supply, ne. Samo primer bom dal, ki mi je bil meni osebno tako zelo zanimiv, ne. Recimo primer ene varuške 4 družin v majhnem mestu, ne. Ena varuška je bila samo 4 družine, so se mogle zmeniti, kako si bojo to varuško razporedili, in vsaka družina je dobila en kupon, s katerim lahko koristi. Se pravi, 4 kuponi, vsaka družina je ga imela, ne. In ko je prišel čas, da najamejo varuško, so rekli, ja, ne bomo je zdaj, ker ni nuja, ne. In kaj se je zgodilo? Vse 4 družine niso porabile kupona, ne. In varuška je v bistvu obsedela doma, ni imela džoba. Potem so pa rekli, pa dajmo vsaki družini po 4-5 kuponov, ne. In potem je bila odenkrat velika količina teh kuponov, ki je nastala iz nič. Potem so se vsi trgovali, jaz bi danes tole porabil, ne. In se poraba začela na tak način višati, ne. To se mi zdela ta psihologija, ko je nekaj omejenega, ljudje hodlajo, ne, v primeru Bitcoina in tako. Veš kaj? Ampak ni rečeno, da je to dobro za pravzaprav našo rast, kar mi kot ljudje potrebujemo, je to, da kupujemo, da živimo, ne, da trošimo. To, kar si zdaj opisal, je zelo dober primer keynesijanske politike, a ne, oziroma keynesijanske, dajmo reči, šole ekonomske, kjer nekako je ne pravilo, ampak neka hipoteza, da so trgi neučinkoviti in da na trgih, a ne, v tržni ekonomiji prihaja do nekih anomalij in potem se morajo države ali pa nekako vlade z različnimi monetarnimi prijemi, politikami vtikati v tržno gospodarstvo, a ne. In keynesijanska, v bistvu ekonomska šola je prevladujoča, dajmo reči, ekonomska šola v mnogih državah in v mnogih formalnih sistemih izobraževanja ekonomskega. In zato imamo mi tudi danes veliko težavo točno s tem, ne. Se pravi, vedno, ko naletimo na neke gospodarske probleme, je hitra rešitev, dajmo natisniti nove te kupone za varuške, a ne, in tako nekako spodbuditi to potrošnjo, a ne. Zdaj v tem primeru, ki si ga ti povedal, bi se jaz vprašal, ja, če nobena družina ni hotela tistega kupona zamenjati za varuško, verjetno varuške ni toliko zares potrebovala, a ne. Zato, ker tista družina, ki bi varuško res potrebovala, bi ta kupon pač unovčila, a ne, in dobila varuško. In čisto enako vzporednico lahko potegnemo na trg, a ne. Se pravi, takrat, ko človek ima potrebo in bo denar zadovoljil to potrebo, bo človek tudi denar porabil, a ne. In isto se lahko vrneva na prejšnjo temo varčevanja, ne. Mi varčujemo toliko časa, dokler se ne odločimo, da bi zdaj pa ta denar zamenjali za nekaj, kar mi mislimo, da nam bo dalo večjo vrednost, kot to, da mi varčujemo, a ne. In ta koncept se je danes popolnoma izgubil.
In zato imaš potem, tako, jaz sem veliko v stiku z mladimi, a veš, imaš mlade, ki pa razmišljajo, ja, bomo zdaj dropshipping delali, bomo neko kitajsko robo, neke cenene izdelke, ki jih noben ne potrebuje, v resnici bomo probali marketirati in to prodajati in tako naprej. Namesto, veš, da bi se spodbujali mlade pač v neke druge panoge ali pa v neke druge poklice. Lih zato, ker je ta mehanizem denarja je danes toliko v bistvu tako pokvarjen, gnil v resnici. Varčevanje je nekaj slabega, v bistvu ti moraš zdaj, vsak mora postati investitor. Ampak, veš, nekdo, ki ima neko redno službo, nima zdaj časa, pol še popoldne brati letna poročila Nvidie, da zdaj razume, a je smiselno vlagati. Tako da, tule smo kar, tako, malo smo kot družba zabredli s tem našim denarnim sistemom. Je pa res, da recimo S&P 500, se pravi nek osrednji ameriški indeks, če ga gleda v zadnjih 100 let, ima poprečni donos 10% letno. In to je veliko študij narejenih tudi, da to je v bistvu samo, da se vzrok za to 10% rast skriva v tem, ker je vedno večja količina denarja v obtoku. Sej na začetku so to bili neki tehnološki preboji, veš, pa zaradi pač razvoja tehnologije so podjetja bila sposobna ustvarjati vedno večjo dodano vrednost, ampak od odstranitve zlatega standarda gre pa enostavno za to, da denar mora iskati donos, kapital, in v zadnjih 40-50 letih ga je najdel v delniških trgih, zdaj v zadnjih 10 letih ga je pa najdel tudi na kriptotrgih, pa na nepremičninskih trgih. Sej, to je v Sloveniji velik problem, ker si mladi ne morejo privoščiti stanovanja, ker so v bistvu, kako se reče, priced out z tako visokimi cenami, so pač prisiljeni v neke najemniške oblike stanovanj. Ja. Zasilna rešitev. Tako, ja. Tako. Bitcoin ločiš od ostalih kriptosredstev. Ja. Bitcoin je čisto nekaj drugega kot... Bitcoin, jaz pravim, Bitcoin je revolucija. Jaz pravim, da Bitcoin je po internetu, se pravi, če rečeva, iznajdba interneta se lahko strinjava, spremenila drastično svet, družbo, človeštvo. In jaz rečem, po tem dogodku je Bitcoin, če gledava neko digitalno sfero, druga najpomembnejša iznajdba človeka. Zdaj se pa lahko o tem pogovoriva. Pa dejva, ne? Zakaj bi bil Bitcoin tako pomemben? Zato, ker izkorišča čist neke termodinamične principe, kaj bi denar v resnici mogel biti. Se pravi, denar je v ekonomiji neka tehnologija, ki nas v bistvu odreši neke barter menjave. Se pravi, barter menjava je blago za blago. Če mi denarja ne bi poznali, a veš, bi ti mogel meni eno stvar, predmet dati, pa jaz bi mogel tebi en predmet dati. In to je zelo neučinkovito. A veš, ti lahko pač počneš eno stvar, drug človek lahko počne neko drugo stvar. In če bi mi mogli vse naše ekonomske odnose urejati z menjavo blago za blago, bi še vedno živeli na neki zelo primitivni ravni. Zato v bistvu denar omogoči to, da jaz izkažem neko sodelovanje v družbi in mi to služi kot nek dokaz, da sem jaz opravil neko delo. Se pravi, sem opravil neko delo, pomolzil sem kravo, bom zdaj tako čist po kmečko pač to povedal. In imam tam zdaj neko mleko. In jaz bi zdaj to mleko rad prodal, ker bi rad si kupil pšenico od enega kmeta, ki je pa pšenico posadil, a veš, in to požel in tako naprej. In v bistvu denar je neka nova raven, kjer mi ne rabimo več menjave blago za blago, ampak lahko z denarjem menjamo vse te dobrine in storitve. In imamo lahko mnogo bolj učinkovito ekonomijo, mnogo bolj učinkovite trge. In tudi človeška dejavnost se reši teh spon
kmetijstva in lahko začnemo delati znanost konec koncev. No in zdaj, če gremo pa v današnji čas, kjer je v bistvu vse že digitalno, mi smo danes, naša osebnost je nekaj, kar si ti kot človek, pa EMŠO, pa tvoja davčna številka, pa nekaj, kar si ti na internetu. To zdaj počasi se je začel zelo prepletati. In Mark Andreessen je v enem zelo znanem eseju, mislim, da pred dobrimi 10 leti, rekel, da software is eating up the world. To je pač direkten citat. Programska koda požera svet. In zdaj, če mi se zavedamo tega, da svet je vedno bolj programski in je okrog nas software, programska koda, se moramo vprašati, kaj je pa najboljša programska koda za denar. Kako bo tak svet, ki ga imamo mi, ki je zelo digitalen, kako bi ga lahko naredili, kako bi denar v tem pač digitalnem okolju lahko naredili v najboljši možni obliki, kar je možno. In jaz mislim, da Satoshi, nekak avtor, oziroma ne ve se, a so to bili, to je nek psevdonima, a je to bil en avtor, bilo to več avtorjev, so s tem, ko so v bistvu Bitcoin protokol definirali, so po mojem mnenju zastavili pravila nekega denarja za digitalno sfero, ki ima po mojem mnenju najboljša pravila. Zdaj pa, kaj so ta pravila? Ja, eno od teh pravil je, da je količina teh Bitcoin kovancov, Bitcoin je ime za, v bistvu, za enoto denarno tega protokola, da je omejeno. Se pravi, da je teh enot 21 milijonov. Tako, 21 milijonov. In se pravi, dotok teh novih enot v obstoj je postopen. Se pravi, začel se je na začetku z 50 bitcoini na neko časovno enoto in potem se to razpolavlja. No, ampak da ne bom šel zdaj preveč v podrobnosti, se pravi, da se vrnem, zakaj je to pač najboljši elektronski v bistvu denar, zato ker izpolnjuje več pogojev denarja. Se pravi, denar v prvi fazi mora biti nek hranilec vrednosti. Se pravi, da jaz vem, da ko jaz zaslužim denar, da ne bo jutri ta denar manj vreden. Da bom jaz čez neko časovno enoto, da bom jaz lahko ta denar zapravil za takšno vrednost, kakor jaz mislim, da takrat, ko sem delal v pravu, da je bilo to pravično. In to je naš denar, evro, fiat denar je pač to zdaj nekako počasi izgublja, ker je vsem to jasno zdaj. In vidimo, centralne banke izpostavljajo ravno to, higher for longer. To pravi, dlje časa bomo imeli visoke obrestne mere in inflacijo prisotno in vaš denar bo izgubljal, čez čas. Vsak, a veš, kaj je... Čist vsak posameznik, pa ne glede na to, kakšno je njegova finančno stanje, je v zadnjih letih izgubil kupno moč. To pomeni, da enkrat, a veš, si ti spet ta svoj čas, ki je najbolj dragocena valuta, si zamenil za neko delo, si dobil za to plačilo, ampak potem je pa ta vrednost tega plačila začela izpuhtevati. In to, a veš, to je nekaj, kar bi spet ljudem mogli nek alarm v glavi sprožiti. In z preučevanjem Bitcoina mislim, da hitro ti postane jasno, ok, tukaj je pa en sistem, ki je malo drugač v bistvu naravnan. Tudi nastal je zato, tudi nastal je tako, kot odgovor na prejšnjo krizo. A veš, človeški spomin je zelo tak, pozabimo stvari. Ampak takrat, jaz se spomnim, jaz recimo sem prišel na faks, sem postal študent in jaz se spomnim, mislim, to je bilo res tako predstavljeno zelo črno naša prihodnost, recimo za mojo generacijo. Veš, tu se je govoril, služb ne bo, podjetja pač masovno odpuščajo, mogli boste nekako sami si ustvariti
svojo prihodnost, ker služb ne bo. Tako, to je bil neko tako sporočilo. Ne. Ja, in zdaj smo v bistvu mi imeli dejansko od takrat, pa bila je vmes ta korona kriza, ampak zdaj, če pogledamo za nazaj, je bil to nek manjši, korekcija, da bomo reči. 34%. Ja, to je to. Smo v bistvu imeli konjunkturo in ta bikovski trend, zdaj že, kaj je to, 15 let, že več. In ja, veliko ljudi je v tem času, diplomirali, si ustvarjali družine, imajo neke službe, podjetja, v bistvu sploh še ni v resnici neke resne krize izkusilo. In to zaradi tega, ker mi to najemanje varušk, bom zdaj spet v navednicah to rekel, spodbujamo na tak način. Ampak je logično, ker potem bo varuška rekla, zdaj bom pa 2 kupona, kdo da 2 kupona, da jaz pridem, kdo da 3 kupone, da jaz pridem. In potem ta kupon zgublja tisto vrednost, absolutno. Ampak na ta način pride pa še ena nova varuška, pa reče, bom jaz za 2 kupona, pa pride še ena varuška. Tako nekako spodbujamo, da se jaz si tako predstavljam. Po drugi, zato ne vem, če ta omejena količina bitcoina prava pot, ker kaj pa, ko enkrat pridemo do konca, do leta 2140. Ja, to je nek klasičen argument, ki ga imajo predvsem keynesijanski ekonomisti, da ti rabiš praktično neomejeno količino za to, da denarja v obtoku, da financiraš rast. Ampak ni res. Ti lahko z omejeno količino denarja, ker kaj je pa pomembno pri omejeni količini denarja v obtoku, je pa pomembna hitrost obračanja denarja. To pomeni, koliko hiter denar prehaja iz različnih, iz enih rok v druge roke. In danes, veš, ko imaš ti tako kompleksno ekonomijo, pa v bistvu tako veliko ekonomijo, to pomeni, da bi potem ena enota denarja pač imela toliko večjo vrednost. Kar si pa dejansko vsak želi. Se ti si želiš, da nekaj, kar si zaslužil, čez čas ne zgublja vrednosti. Da jo vsaj ohranja, če že ne, da lahko ti, da lahko ti enkrat v prihodnosti to svojo količino denarja, ki si jo zaslužil s svojim časom, vedno to pač poudarjam, da lahko zamenjaš za neko vrednost, ki se tebi zdi smiselna. In če se vrnem samo, najprej sem rekel hranilec vrednosti, mera vrednosti, se pravi, da mi v denarju pač merimo vrednost, pa računovodska enota, se pravi, da v denarju da v denarju beležimo pač vse ekonomske transakcije. In v bistvu Bitcoin protokol je v bistvu ena velika računovodska bilanca. Se pravi, vse transakcije so zabeležene pač na omrežju in to omrežje je decentralizirano. To je v bistvu eden najpomembnejših aspektov, ker sistem, v katerem smo mi, je centraliziran. To pomeni, da imaš pač eno entiteto, v tem primeru centralno banko, v navezi z vladami držav, ki narekujejo neke monetarne pač fiskalne politike. In zdaj je vprašanje, a so centralni sistemi ali pa centralizirani sistemi na splošno v družbi dobri ali je boljše, da imamo neke decentralizirane sisteme. In jaz mislim, da za denar, ker je toliko pač pomemben aspekt človeške družbe pa medčloveških interakcij, jaz mislim, da za denar je boljše, če je decentraliziran. Se pravi, da nima neke entitete, ki lahko vpliva na to, koliko je denarja v obtoku, da vpliva na to, kdo bo imel pravico ta denar uporabljati in tako naprej. In tukaj gre res za revolucijo. Ni v bistvu vsaka neka manjša beseda bi to narobe opisala.
Ker dejansko, a veš, Je kontra temu sistemu, ki ga imamo zdaj, ne? Ampak zdaj je Ja. spet to, kar Jamie Dimon Ja, izpostavlja, ne? Da je to pač človek, šef največje banke na svetu, Ja. ne? Ko pravi, lejte, država pa hoče vedeti, ne, kam gre denar, kdo ima denar, kaj se z denarjem dogaja. Država hoče Ja. imeti to kontrolo. Država lahko Ja. prepove. In kaj boš pol naredil, če država v eni točki reče, Ja. zdaj se pa tega ne gremo več, ne No, moreš zdaj, več zdaj konvertirati jaz v Jamie, fiat, ja, ne. jaz zdaj Jamie vrnem rokavico, ne, in rečem, ja, se strinjam, država bi rada vedela, kaj se dogaja z denarjem, ampak še bolj pomembno, državljani bi radi vedeli, kaj država počne z denarjem. A ne? Veš, danes, mi imamo tako ureditev. Mi živimo v ureditvi, kjer je del naših prihodkov, se pravi, spet, jaz zamenjam čas za denar in del tega mi država vzame. Pod prisilo. Ne? Se pravi, jaz, če odprem podjetje, če ne plačujem davkov, je v bistvu končna postaja zapor. A ne? Se pravi, jaz moram plačevati, vsak, ki se ekonomsko udejstvuje na trgu, mora plačevati davke. Se pravi, v to si prisiljen. Ampak ok, ne bom se zdaj spuščal v to, ne, bom to sprejel in zdaj bom rekel, ok, mene zanima, kaj ta entiteta, ki mi vzame pač denar, s tem denarjem počne. Ne? In če bi mi imeli recimo Bitcoin standard, bi lahko to popolnoma nadzorovali. A ne? Se pravi, vsak bi lahko vedel, kaj država počne z denarjem. Ker pri davkih nas kaj v bistvu zanima? Zanima nas, kako je to narejeno, a so davki v bistvu pravični, pa komu se te davki razdeljujejo. Ne? Recimo, dajmo tako na zelo osnovnem nivoju reči, da davek je financiranje družbe. A ne? Se pravi, preliva se kapital iz tistih, ki več ustvarijo, hunim, ki ne morejo, a veš, invalidom, upokojencem, se pravi, da lahko, za javne storitve, tako, za da vse, lahko, da tako. lahko večina, dajmo reči, da lahko večina ljudi ima neko osnovno, dokaj kvalitetno raven življenja. Ne? In mene, a veš, zelo zanima, kako pride do tega, da tam mi preplačamo bajno neko zgradbo, a ne, za katero noben sploh ni pogledal, kako izgleda in tako naprej. Ne. Se pravi, to se pa lahko vrnem Miltonu Friedmanu, ne, ki je rekel, da če ti porabljaš, če ti zaslužiš sam denar, pa ga sam porabiš, boš zelo racionalno probo to narediti, oziroma tako boš zelo premislil, kdaj boš plačal kupon za varuško. Ko pa ti od nekoga denar vzameš, se pravi, ga ne zaslužiš sam, si pa zelo neracionalen pri tem porabljanju. Ne? In tukaj imamo pač ta diskurs, tako, kjer, a veš, prebivalstvo, gospodarstvo ustvarja, služi denar in zelo težko ga prisluži in se potem mora zelo, a veš, racionalno odločiti. Na drugi strani je pa država, ne, ki ima na eni strani vzvod davkov, se pravi, da pobira denar in moč, da se zadolži za nov denar, praktično ustvari nov denar. In to je vsaj zame zelo problematičen položaj. Zdaj, en bitcoin je vreden en bitcoin, ne? Ampak na trgu, če gledava, ne? Če se zgodi neka hiperinflacija, ne vem, in da je $60,000 dejansko postane $6,000. Ne? Kaj potem en bitcoin, ki je bil vreden $60,000, postane vreden $6,000? Veš kaj, te debate, sej to je malo tak, kako bi rekel, heca, ne? En bitcoin je en bitcoin, pa en bitcoin bo vedno en bitcoin. Ne, en bitcoin bo tok, kukor si ti ga pripravljen prodati za nekaj. A ne? Se pravi, če sva midva edina ekonomska subjekta na trgu, a ne, bova midva se zamenila, kaj bo bitcoin. Jaz bom te bitcoin dal za, ne vem, tvojo hišo ali pa tvoj avto. Mislim, to je čist, res, to je tak oksimoron v bistvu, tak bistroumni nesmisel, da rečemo en bitcoin je en bitcoin. Ne, en bitcoin je to, kar je nekdo, ki ima v posesti bitcoina, ne,
v posestvi, ima privatni ključ, ampak ko podpiše transakcijo, kaj je on zdaj za to dobil, ne? In tista cena, veš, ki jo mi vidimo, to je samo v tistem momentu zadnja transakcija med dvema subjektoma. Se pravi, tist, ki je Bitcoin prodal, pa tist, ki ga je kupil, sta se one dva pri tej ceni sta prišla v ravnoteže, rečemo. A ne? Ponudba pa povpraševanje sta se tam srečala in to je spet izraženo v neki drugi valuti, a ne? Ponavadi v ameriških dolarjih, izražena vrednost. A ne? Ampak ja, en Bitcoin je en Bitcoin, zato ker tist, ki bo Bitcoin smatral kot denar, bo tudi se obnašal tako, kot da je to denar in bo zato mogoče lahko neki kupil. Kar je pa smisel denarja, da ti nekaj z njim kupaš. Ne? Saj sam po sebi, če imaš denar, ne, tega ne neseš nikamor v grob. Ali pa sam po sebi denar, če ga samo imaš, ne moreš nič, moraš ga zamenjati za nekaj, da dobiš vrednost. Ne? Izkazal se je čudovito v državah tretjega sveta, ker so imeli res veliko inflacijo. Ja. Sej v bistvu zdaj, če pogledamo v različnih spet, pač suverenih teh valutah različnih držav, ja, je Bitcoin na rekordnih vrednostih. Že nekaj časa, še preden je bil zdaj na rekordnih vrednostih spet v evrskih pa dolarskih vrednostih. Ja, ravno zato, ker ne vem, Turčija, Argentina, Nigerija, velike teh držav, kjer njihova nacionalna valuta je izgubila toliko vrednosti, da je pol v bistvu so ljudje bežali v Bitcoin. Kaj se zdaj zgodi, če vse valute začnejo popuščati? Ne? Ja, zgubi se zaupanje. Ne? Se pravi, točno to se zgodi, kar so pa zdaj opisovala. Zgodi se to, da človek na neki točki ne verjame več, da ta evro, da bo ta papir ali pa neka elektronska vrednost v številkah, da jo bomo mi lahko zamenjali. In kdo zdaj to ne verjame? Ja, vsi. Podjetja, države, ljudje, ki imajo zdaj ta denar in bi radi z njim trgovali, ampak ja, trgovec ugotovi, mislim, štruca kruha je danes lahko 1 evro, pa bo pa 5 evrov, 10, 100, a veš, se zgubi v bistvu nek smisel za vrednost se zgubi v tej valuti. In sej tudi naša država, ali pa dajmo reči to geografsko območje, kjer smo mi, je šlo v preteklosti že čez, ti si verjeten že na 3. valuti zdaj, Si bil verjeten tudi na dinarjih. Ja, pa vmes so bili tolarji, veš, pa evro. In to, da imamo mi zdaj evro, veš, ni zdaj zadnja postaja. Se bo sigurno, veš, veliko se govori pač o teh digitalnih valutah, ampak ja, jaz mislim, da ljudje bi mogli preučevati Bitcoin iz tega vidika. Veš, velikrat je v ospredju ta investicijski aspekt, a lahko jaz z Bitcoinom zaslužim, ampak jaz probam dosti bolj promovirati ta tehnološki aspekt, ekonomski aspekt v smislu, dajmo se mi vprašati, kaj je denar. Zakaj mi sploh denar služimo, kakšna tehnologija je denar, a je to res dober denar, ki ga mi imamo. To je, konec koncev je to tudi neko filozofsko-politično vprašanje. Imaš na eni strani to šolo, ki sem jo omenil, kenzijansko, ki pravi, da se država more vtikati v gospodarstvo, pa imaš na drugi strani avstrijsko ekonomsko šolo, ki pravi, trg bo sam to stay out of this. Tako, in države se ne vpletajo v to. Tako da ja, tukaj imamo zelo veliko zanimivih nekih istočnic in vedno se lahko pol vrnemo k Bitcoinu in preučujemo z različnih teh zornih kotov. A je to pač neka tehnologija, v kateri bomo mi varčevali, v kateri bomo mi plačevali, konec koncev, v katero bomo tudi mi investirali. Ker se investicija na koncu ima vedno to komponento neke dospelosti. Se pravi, kdaj se mi odločimo neko investicijo prodati, zato ker hočemo neko vrednost si kupiti, ali kupimo hišo, ali otroku, plačamo šolanje, ali ne vem, plačamo operacijo. Veš, na koncu mora denar imeti spet neko brata, da pač ekonomija deluje.
Če se še malo tehnično dotakneva delovanja Bitcoina, ne, in teh 21 milijonov, kolikor je omejene količine. Ne. To je bil v bistvu spet, če naredimo neko primerjavo z izumom kolesa, ne, neko prvo betonsko kolo, ki je zelo počasi se obrača. Danes so pa na trgu že hitra kolesa, ki so precej hitrejša. Ne. In zakaj vztrajamo pri tem betonskem, ti si v štartu rekel Bitcoin in potem vse ostalo. Ja. Zakaj? Ne? In a se lahko zgodi, ko pridemo na tako veliko številko teh Bitcoinov, ne? Da bo to omrežje preprosto preobremenjeno in te transakcije sploh ne bojo več izvedljive? Ja, zdaj na to lahko začnemo odgovarjati iz večjih zornih kotov. Takole bi v bistvu začel. V ekonomiji je tudi zelo veliko teorije iger. A ne? In igre se načeloma delijo na tiste, kjer govorimo o popolnih informacijah, pa na tiste, ki govorimo o nepopolnih informacijah. Ne? Igre s popolnimi informacijami, recimo šah. Ne? Midva, če igrava šah, jaz vidim tvoje poteze, ti vidiš moje poteze in oba vidva stanje igre v vsakem trenutku. Poker na drugi strani, ne, ali pa igre s kartami, so igre nepopolnih informacij, ker jaz ne vidim, kaj imaš ti v rokah in ti ne vidiš. Ne. In naša ekonomija trenutno je igra nepopolnih informacij. Zato lahko tudi določeni investitorji, a ne, z tem, da imajo notranje informacije različnih podjetij, premagujejo tiste, ki nimajo teh informacij. In velikokrat so delniški trgi samo to, tekmovanje ljudi, ki imajo popolne informacije ali pa boljše informacije s tistimi, ki nimajo informacije. Ne. In ti se moraš vedno vprašati, kje sem jaz, a ne, ko kupaš ko kupaš delnico, ko kupaš kripto in tako naprej. Ampak Bitcoin na drugi strani je pa ena redkih, če ne celo edina, pa bom zdaj iz investicijskega aspekta pogledal, igra, v kateri so vse informacije popolne. Mi točno vemo, kako protokol deluje, mi točno vemo, koliko Bitcoinov je trenutno v obtoku. Ja. Edina stvar, ki ne vemo, je, koliko Bitcoinov nima več možnosti, da se v bistvu pošlje oziroma premakne z nekega naslova. Ne? Zato, ker pač Bitcoin mi upravljamo tako, da podpisujemo transakcije in pošiljamo vrednosti iz enega naslova na drugega, oziroma iz ene denarnice v drugo. Tega recimo ne vemo, ne? Ampak to v bistvu je pozitivna stvar, zato ker če je večja ta številka, pomeni, da je teh enot v obtoku manj. Vemo, kakšen je pritok novih bitcoinov. A veš, to v fiat sistemu ne vemo. Mi lahko, zdaj neka država se lahko odloči dati neko ogromno količino denarja v obtok in bo pač, takrat se bojo mogli na hiter investitorji odzvati. Pri bitcoinu pa je to vse znano in mi dejansko nismo imeli še take investicijske priložnosti, kjer bi vsem deležnikom na trgu to bilo znano. In če gremo mi potem nazaj do zelo osnovnih ekonomskih zakonitosti, povpraševanja in ponudbe. Če je ponudba omejena, pa povpraševanje narašča, bo cena, ne glede na to, s čem bomo mi ceno definirali, ali jo bomo definirali z drugo valuto, ali jo bomo definirali, ne vem, pač z nečem, bo pač ta cena naraščala. In za tiste, ki hočejo shraniti pač vrednost svojega dela, svojega časa v nečem, je dobro, da to naredijo v taki igri, kjer imaš popolne informacije. Ne v igri delniških trgov, kjer ti ne veš. Podjetje lahko izda nove delnice. Lahko se spremenijo pravila investiranja, davkov. Misterioznosti je tudi pri Bitcoinu kar nekaj. Ne? Recimo ta Satoshi. Ravno zdaj smo imeli sojenje davno nazaj tega Avstralca, ki je rekel, jaz sem Satoshi.
In on je kar hotel potem sebi lastiti celo Bitcoin mreže. Ne. To so nevarne stvari. Kaj, recimo Snowden je nedavno rekel, boste videli, ena od držav na skrivaj kupuje bitcoine. Ne. Kaj, če je to Kitajska, recimo, ne. Kako se bo ZDA odzvala na to? Ja, to, katero stvar naj najprej komentiram? Dajva mogoče Satoshija najprej to. Že kdo sploh ta človek je, a je to del obveščevalne službe mogoče? Ne ve se, tukaj je veliko enih teorij, ne, se ljudje potem, vedno ko je neka misteriozna stvar, ljudje radi neke teorije svoje potem si izmišljujejo. Zdaj mogoče sama ne o tej genezi nastanka pač Bitcoina. Leta 2008, oktobra, je v bistvu izšel ta white paper, bela knjiga. To je v bistvu kar nek članek, lahko rečemo, nek znanstveni članek. Vse tudi napisan je tako, vse to je zelo kratek dokument. Tako, kjer je na začetku... Sem ga celo enkrat objavil v članki, da so ga ljudje lahko prebrali. Super, no, tisti, ki so prebrali, ali pa tisti, ki bojo videli, da je pač na začetku nek povzetek, nekega problema, ki ga mi zdaj naslavljamo v tej v bistvu znanstveni rešitvi in potem opis rešitve. No in podpisnik, avtor tega članka, besedila je Satoshi Nakamoto. In zdaj so začeli ljudje to takoj raziskovati. V teh prvih letih, mislim, da v prvem letu, prvih 2 letih je Satoshi, ta entiteta ali pa človek ali pa skupina ljudi je bila aktivna na enem forumu, bitcoin.org. Potem je pa zginila. In ravno to izginotje zdaj buri duhove. A je bil Satoshi ubit, a je naredil samomor, a je enostavno se zavedel magnitude svoje iznajdbe in probil zakriti svojo identiteto. Se pravi, veliko enih zgodb je, zdaj eni pravijo, mogoče je to neka obveščevalna služba naredila, ampak jaz osebno mislim, da je največja verjetnost, da je oseba res umrla, ali pa vsej verjetno je to bila ena oseba. Zdaj veliko ljudi pravi, da je to bil en računalniški inženir Hal Finney. Eni pravijo, da je to Adam Beck, ampak jaz osebno, to je pač moje osebno mnenje, mislim, da je oseba pokojna. In ta njegova iznajdba živi decentralizirano na tisočih in tisočih računalnikih po celem svetu. Ker kaj to sploh je? Se pravi, da midva lahko uporabljava Bitcoin protokol, se pravi, da izmenjujeva to vrednost, da si pošiljava Bitcoin po tem omrežju, mora nekdo to potrjevati. Nekdo mora voditi v bistvu to dolgo računovodsko knjigo vseh teh transakcij. In če to dela ena oseba, recimo, da bi imeli samo en računalnik na svetu, ki bi to vodil, bi ta oseba, ki bi kontrolirala ta računalnik, imela zelo veliko moč nad tem, da karkoli spremeni v teh zapisih. Zdaj pa, če to počne na tisoče, 10.000, 100.000 ljudi, se pa vsi med sabo lahko nadzorujemo. In takoj tiste bad actorje oziroma slabe, zle igralce lahko vržemo ven. In tako v bistvu se dejansko bolj splača biti tukaj pošten, kot pa napadati to mrežo. To se mi zdi tudi taka briljantna iznajdba, ker nekako več kot polovica teh deležnikov, potrjevalcev transakcij, za tiste, ki bolj to spremljajo, to so rudarji tudi, ki pač skrbijo za to, da se pač transakcije potrdijo, pa da se te bloki, da se zapisi teh transakcij potem shranijo v te zapise na verigi blokov, se bolj splača. Se pravi, če je več kot polovica teh deležnikov poštenih, bo ta sistem deloval. In pa so te debate, pa kaj pa če bi zdaj ena država, napadla to, pa... Tako velike debata, kako bi Bitcoin lahko propadel.
Veš, da Bitcoin deluje 15 let, ne? To je vse še zelo mlada tehnologija. In ja, na začetku mogoče je ta nevarnost obstajala, ampak jaz pa zdaj mislim, da ne več, ker bi enostavno rabil toliko resursov bi rabil porabiti, da bi vplival na to, da bi nekaj zapisal v tej verigi spremenil, da bi se ti bolj splačal te resurse dati za to, da podpreš delovanje tega omrežja, kakor da ga napadaš. Ne? In to se mi zdi tudi ena taka briljantna iznajdba Satoshija. Kje smo zdaj, na kateri točki? Ne? Videli smo, v ZDA so bili sprejeti ETF-i, se pravi ljudje, ki prej niso želeli odpirati računov na menjalnicah oziroma se ukvarjati z ledgerji in podobno. Imajo zdaj možnost preko finančnih ustanov se vključiti in investirati v Bitcoin. Ne? Vidimo, posledično cena tudi raste, zdaj je zanihala nadol. Zakaj pravzaprav? Ja, zato, ker očitno ljudje mislijo, da trenutno, ali pa tisti, ki trenutno kupujejo, prodajajo Bitcoin, so se enostavno odločili, da bi to radi naredili po drugačni ceni, kakor pred enim tednom, ali pa 2 tednoma. Zdaj, zakaj vrednost nekih kakršnihkoli investicijskih inštrumentov niha, tega v resnici ne moramo pojasniti. Velikokrat sedimo za takimi mizami in potem ne. Ja, pa to se je zgodilo, pa to se je zgodilo. Grayscale recimo ima še vedno zelo veliko v bistvu zalogo, ki se je hoče znebiti, zato ker pač njihov sklad ima zelo visoke zelo visoke fije. Ampak ostalih 10-11 skladov pridobiva, ne? Med tem v bistvu iz GBTC-ja se selijo v druge sklade. Ja, pač trenutno je nek... Povpraševanje je bilo glede, rudarjev, recimo 900 bitcoinov na dan pri rudarju, povpraševanje je bilo 12-krat večje od tega, kar je pri rudarju. Ja, in to je zdaj pač trenutno je to neko nihanje, tudi tukaj, tako kot na vsakem trgu, je prisotna človeška psihologija. In ko neko določeno število ljudi vidi, da pač njihova vrednost portfolija pada, jih zapopadejo neka negativna čustva, dajmo reči, in pač reagirajo, tako kot ljudje v teh situacijah reagirajo, oziroma reagiramo, saj jaz nisem pač izvzet tukaj. In potem enostavno se zgodi to, da se več ljudi odloči za neko prodajo in temu sledi cena. Ampak pa se to spet obrne. Sej vedno se pač tako to zgodi. Se pravi, nekje so neke psihološke meje, kjer ljudje prodajajo, potem pa trg nekje najde neko ravnovesje, potem pa eni ljudje vidijo, zdaj pa je to v bistvu priložnost. Zdaj pa sem jaz pripravljen več plačati, pa sem pripravljen danes plačati 20,000, pa sem zdaj pripravljen plačati 30, 40, 50. In eni pol se odločajo, zdaj pa jaz sem pa pripravljen pri $70,000 kupiti Bitcoin. Ampak pri 20,000 pa nisem bil pripravljen. To je spet, bi lahko imeli razpravo, zakaj? Ker si ti me vprašal, zakaj? FOMO. Tako, zakaj Fear of missing out. Strah, da zamujaš. To je to, ta psihologija. Tako, eno leto nazaj, kad je bil pa Bitcoin, ne vem, koliko je bil eno leto nazaj, rečemo, da je bil 28,000. 16 jurjev je bil to je bil že malo več, let pa pol. Tako, takrat po FTX-u. Zakaj? Pa takrat je bil strah, noben ga ni hotel kupiti. Tako, to je pa psihologija trga. Res je, Kaj se bo z rudarji zgodilo zdaj? Videli smo blazne padce rudarjev, že cel marec pravzaprav rudarji padajo, tudi 40% padci so. Tukaj misliš vrednosti delnice podjetij, ki rudarijo. Tako. Kaj se bo zgodilo, je v bistvu to, oni zdaj pri rudarijo 900 bitcoinov na dan, čez 25 dni bojo pri rudarili 450 bitcoinov na dan. Tako. Dajva sem to malo pojasniti, se pravi, tisto, kar sem prej opisal, da morajo
te entitete skrbeti, da Bitcoin omrežje deluje in da so transakcije na omrežju potrjene. Satoshi je tudi tukaj briljantno potezo naredil, se odločil, da te ljudje morajo biti za to delo nagrajeni. In ti moraš opraviti neko delo, se pravi, moraš neko energijo porabiti za to, da izkažeš svoje v bistvu namene, da to delo počneš in zato si potem nagrajen. Ja, in trenutno se mi nahajamo v obdobju, ko je nagrada za to, da potrdiš te transakcije in v bistvu ustvariš nov zapis na Bitcoin omrežju 6,25. Tako kot si rekel, čez par tednov, aprila, zdaj nekje je tarča oziroma se bo zgodil, to je v protokolu zapisano, se bo zgodila razpolovitev te nagrade za to delo, da ti potrjuješ transakcije. In bo koliko pol 3,125. In to bo ustvarilo neke nove ekonomske razmere. Zdaj, če pogledamo graf hash rate oziroma kakšna je trenutno kapaciteta Bitcoin omrežja v številu poskusov potrjevanja teh transakcij, smo v bistvu na najvišji točki. Kar pomeni, da trenutno je po svetu ogromen računalnikov priklopljenih v to omrežje in tekmuje v bistvu za to nagrado. In to je čist ekonomsko početje, se pravi tržno usmerjeno početje. Se pravi, nekdo je investiral denar v te računalnike, zdaj porablja energijo in služi na tem, ker dobiva nagrado, dobiva Bitcoin. In zdaj je vprašanje, a to počne profitabilno. Se pravi, a ima on toliko nizko ceno elektrike, da se mu splača za to maržo to početi. In zdaj, če je ta marža toliko velika, da on, tudi če se ta nagrada razpolovi, še vedno ostane v biznisu, bo to početje nadaljeval. In potem špekulira, da bo cena te enote toliko večja v neki dolarski vrednosti ali pa je v neki fiatni vrednosti. In potem se ta cikl ponovi. Potem čez 4 leta boš ti imel v bistvu isto situacijo, kjer bojo ta podjetja spet špekulirala in tisti, ki držijo njihove delnice, špekulirala. A so v bistvu oni dobro postavili svoj biznis, da lahko preživijo ta cikl in potem gremo v naslednji cikl. A so ta podjetja dovolj finančno sposobna, imajo kapitalske rezerve in imajo pač obrat tega kapitala toliko velik, da lahko financirajo nadaljno rast. To je zelo zanimiva, tiste mogoče, ki malo bolj zanima to, tako z področja preučevanja trgov, je to eden najbolj zanimivih trgov, ker je v bistvu res zelo kapitalističen. Skoraj nobene regulacije, samo v bistvu, a si ti sposoben tako po domače delati dober biznis. A si sposoben si zagotoviti nizko ceno elektrike, nizko ceno energije, zato, da lahko financiraš to operacijo. In ja, tako kot si rekel, ta nagrada se bo razpolovila in zdaj vsi špekulirajo. Zdaj pač špekulirajo tisti, ki držijo te delnice in te firme špekulirajo s tem, da držijo Bitcoin. Se pravi, zdaj se ti ga splača držati, prodaš mogoče toliko, da financiraš operacijo, ampak če držijo ekonomski temelji, ponudbe in povpraševanja, bi cena mogla biti potem višja Bitcoina, da ti lahko nadaljuješ s tem početjem. In to se v bistvu dogaja že celoten obstoj Bitcoin omrežja. Rudarji so zelo pomemben deležnik, ravno zato, ker oni so tisti, ki dobijo nove Bitcoine prvi, ki pridejo v obtok. Še ta zanimiv citat Bill Ackmana, enega od večjih svetovnih upravljavcev sklada. V bistvu je izpostavil čas, da tudi jaz kupim en Bitcoin, ampak v bistvu je hotel izpostaviti, če bo cena res toliko rasla Bitcoina,
bo čedalje več teh rudarjev in čedalje večja poraba elektrike. Ne. Ja, In zdaj tukaj je pa Satoshi spet briljantno odgovoril na ta pomislek, ker s tem, ko imamo mi večjo, s tem, ko se več ljudi s tem ukvarja, bom tako čisto po domače probo povedati, se težavnost tega, da mi potrdimo te transakcije, pa dodamo nov zapis v verigo blokov, se poveča. Ta nastavitev se zgodi vsake 2 tedna na 2016 blokov. Se pravi, na vsakih 2016 blokov se pogleda, kakšen je bil povprečen čas, da je en blok nastal. Ne. V bistvu, kdaj je omrežje v konsenzu. In če je ta čas pod 9 minut, pomeni, da je to početje prelahko in se težavnost dvigne, če je več kot 10 minut, se zmanjša. In to se dogaja že pač od začetka, ko Bitcoin omrežje deluje, in se bo dogajalo tudi še vedno naprej. In to bo določene rudarje, ker se jim ne bo finančno več splačal, bo v bistvu iz omrežja, bo se izklopil in potem spet trg bo iskal neko ravnotežje. Se pravi, nek ekvilibrij se bo iskal, da bojo bloki spet nastajali v 10-minutnem časovnem zaporedju. In to je, a veš, da se sistem lahko tako sam v bistvu regulira, je genialno. A ne? Tako da videli bomo zdaj, kaj se bo zgodilo. Dokler, ja, je pa res, dokler bo to početje profitabilno za nekoga, bojo ljudje to počeli. Kaj se zgodi, če zmanjka elektrike? Ne? Živimo v svetu, ki je res geopolitične napetosti Veš kaj, na vseh kontinentih. Elektrike oziroma energije ne more zmanjkati. Ne? To je temeljni pač fizikalni zakon. Energija obstaja in se pač ohranja, samo pretvarja se iz različnih oblik. Ne? Tako da mi ne moramo reči, da elektrike zmanjka. Mi lahko rečemo, da ljudje zgubijo možnost napajanja svojih naprav s tem. Ampak zdaj moramo se vprašati, kaj bi se moglo zgoditi, da zmanjka elektrike. Mislim, to je potem neka... Blackout se zgodi, ne? Pač ampak kako se to zgodi? Dovolj, ne? Hočem pod vprašanje tle izpostaviti. Ne? Ja. Je pol zlato rešitev? Ne? Ker vidimo tudi zlato je na all-time high in zdaj raste. Ne? Ja, zlato je rešitev, če hočeš iti nazaj. No, zlati standard. Ne. Če hočeš iti nazaj v dobo rimskega imperija. Evo. Če hočeš pač živeti na takem razvojnem, na taki razvojni stopnici civilizacije, ne, kjer v bistvu kuješ zlate kovance, potem ja. Če pa živiš v razvitem svetu, kjer pridobivanje energije ni problem, imamo vse pogoje, razen pač, če ne naredimo neke vojne, kjer uničimo vse v bistvu kapacitete za proizvodnjo pa ohranjanje energije, ja, pol pa pač Bitcoin ni dober, ne? Ampak takrat bomo imeli druge probleme, a veš, boš pač skrbel, a boš jedel vsak dan, ne, a boš imel neko prosperiteto v življenju, ne. Tako da ta debata, kaj če zmanjka energije, ja, bo pa to nova priložnost za folk, ki bo imel znanje pa, a veš, resurse, da energijo pač pridobiva in jo prodaja. Sej energetski trg je tudi samo trg, a ne. Ker pa zelo to občutijo slovenska podjetja, zato ker se je pač naša vlada narobe zmenila in moramo plačevati dražjo pač energijo. Veliko se govori o jedrski energiji. Ja. Tudi to je bila recimo debata, da bojo velike korporacije, ki integrirajo umetno inteligenco in hoče to novodobno tehnologijo, da bojo pravzaprav promovirale rabo jedrske energije, ne, za te potrebe. Ja, in jaz mislim, da pač to je prav. A veš, če pogledaš seznam držav in pogledaš, kakšna je njihova poraba energije, ne boš našel bogate države z nizko porabo energije. To je korelacija. Se pravi, država,
ki je bogata, država, kjer ljudje prosperirajo, kjer je ekonomska blaginja, ima izjemno visoko porabo energije. Ne boš našel države nikjer na svetu. Revne države, nizka poraba, bogate države, visoka poraba energije. In jaz mislim, da tukaj se pač moramo nehati pogovarjati o tem, da mi nekako oklestimo porabo energije. Mi smo pač vrsta, ki lahko iz okolja energijo pač ekstrahira, zato da ima boljše življenje. In a veš, v vesolju, kjer mi živimo, je energija praktično neomejena. In moramo se pač nehati, a veš, zdaj klele, ne vem, pogovarjati o tem, da zmanjšamo porabo energije, ker bomo ne vem, kaj zdaj naredila. Energija raste, ker s tem, poraba energije raste, ker s tem raste kvaliteta našega življenja. Andrej, hvala lepa, ker si vzel čas, ker si bil moj gost danes. Mislim, da sem imela zelo zanimivo debato. Hvala. Seveda je ostalo še ogromno nekih podvprašanj, o katerih nisva uspela, pa upam, da boš imel drugič tudi željo in da prideš še kdaj. Vsekakor. Krasen pogovor. Hvala lepa. Hvala. Spoštovani, hvala tudi vam za pozornost. Spremljajte nas še naprej. Vsak ponedeljek v sklopu informativne oddaje pripravim aktualne finančne novice. Vsak torek objavim tudi finančne komentarje, kjer lahko podrobno pogledate tudi kakšno zanimivo analizo. Vsak četrtek pa zanimivimi gosti v finančnih podcastih. Lep preostanek tedna še naprej in nasvidenje.